Povem, da smo letos že 22. zapored skupaj z Kmetijskim zavodom Novo mesto uspešno izvedli sadjarske dneve. To sodelovanje z zavodom iz Novega mesta je en dokaz več, da v slogi je moč, da če smo skupaj, če združimo moči, da lahko veliko bolj uspešno izvedemo nekatere stvari in sadjarski dnevi so prav gotovo. Tako kot ponavadi, en del namenimo, prvi dan namenimo tehnologiji, to se pravi vsem tehnološkim ukrepom v sadovnjakih. S tem, da smo letos tudi malce se dotaknili teme, kakšno jabolko radi jemo. Se pravi, da se zelo zavedamo te občutljive teme, da so potrošniki vsak dan bolj zahtevni, tako da ni vseeno, kakšno jabolko jim ponudimo. Naslednji dan oziroma drugi dan je, tako kot ponavadi, namenjen zaščiti. To je bil poudarek na krvavi uši, ki nas je v letošnji sezoni pestila. Tudi ameriški kapar se počasi vrača. Ameriški kapar, ki nam je pred leti nazaj izdajal veliko škode. Letos smo imeli na to tematiko kar dva predavanja. Prva bila same tehnične narave, se pravi, kako se pripraviti, kako izvesti dobro aplikacijo. Druga tema je bila, se pa nanašala na to, kako je pomemben je pH vode pri aplikaciji oziroma za samo učinkovitost zaščitnih sredstev. Na to temo moram te znati, da v preteklosti nismo skoraj nič slišali oziroma je bilo to za nas kar neka novost. Vsi tisti, ki niso bili na predavanju, kje oni lahko dobijo informacije, morda bo se kaj objavili na spletni strani, kje si bodo lahko prebrali ali videli? Ja, skratka, Kmetijski zavod je tisti, ki ima v glavnem te podatke, kajti tudi precej predavateljev prihaja iz Kmetijskega zavoda Novo mesto. Tretji dan imajo jagodani oziroma pridelovalci grmičastega sadja. No, letos smo pa tudi uspeli, da bomo imeli še četrti dan sadjarskih dni in sicer glede na to, da se v našem prostoru pojavila precej pridelovalcev kakija, bomo imeli strokovnjakinjo z Primorske, ki bo najprej v teoriji, potem pa še v praksi pokazala in prikazala vzgojo kakija. No, kar se tiče Brežiške občine, jaz moram reči, da tudi občina sofinancira te sadjarske dneve, tako da tudi ona ima svoj delež pri teh sadjarskih dnevih, nas podpira, kajti tudi sama se zaveda, da občina je turistično-kmetijska občina. V naši občini ni nekajšnjega močnega gospodarstva in se zavedajo, da ne samo, da proizvodnja jabolk je tista, ki zagotavlja določenim kmetijam preživetje, ampak je tudi, tako kot marsikdo se zaveda, da to pač tudi tisti, ki se ukvarjamo s sadjarstvom, tudi na nek način tudi skrbimo za ohranjanje krajine. Mi imamo v juniju namen organizirati strokovno ekskurzijo v tujino. Upam, da nam bo uspelo tudi spomladi organizirati delavnico za vrtičkarje z praktičnim prikazom znanja. Se pravi, da bomo izbrali določeno lokacijo, kjer bomo podučili, na kakšen način vzgojiti ohišnice oziroma to sadno drevje, ki obdaja kmetije.
V jesenskem času ponovadi imamo predavanje, ki ga tudi z akcijo Posadi svoj sadno drvo. Zdaj že kar nekaj let ob tej priložnosti podarjamo vsake akcije okoli 30 sadik, odpornih sadik sadnega drevja. Glejte, lani oziroma predlani je bila v Rtičah pobuda, da bi se ustanovila Zveza sadjarskih društev Slovenije. In namen te zveze je predvsem to, da mlajše generacije spodbujamo in da jih tudi na nek način spoznavamo z pridelovanjem sadja. Kajte zavedamo se, da na mladih svet stoji oziroma da mladi so tisti potencialni potrošniki, na katere jih gradimo sadjarstvo lahko tudi v prihodnosti. No, moram reči tako, obisk je bil soliden, ni bil rekorden, zdaj smo že leta, ko je bilo več obiskovalcev, kar na nek način je tudi odraz tega, da se v sadjarstvu ne nazira, da bi bil ne vem kakšen veliki naval mlajših pridelovalcev. Tako da to je tudi odraz stanja v sadjarstvu. Nekih mlajših sadjarjev v velikem številu ni. Se pa zavedamo, da bomo mogli mogoče malo več narediti na reklami, da mogoče še kakšnega obiskovalca več pritegnemo na sadjarske dni. Ki sta v lanskem in predlanskem oziroma za aronijo že kar nekaj let, se kozine aronije v lanskem letu, se pravi v letu 2015, dosegale 50 centov. Se pravi, mi ne moramo obljubljati ljudem, ki pridelujejo aronijo, da bodo imeli 5 evrov ali pa tudi 3 evre po kilogramu, če je v Bolgariji aronija po 50 centov. To moramo biti seznanjeni. Ta sadjarski posvet smo pripravili v sadjarskem društvu Rtiče na temo Združimo znanje za boljše sadjarjenje, kar pomeni, da je potrebno svetovanje oziroma prenos znanja v Sloveniji, prenos znanja sadjarskega znanja v Sloveniji bistveno spremeniti. Mi imamo v Sloveniji ogromno inštitucij, ki se ukvarjajo z sadjarstvom. Mi imamo 4 fakultete, ki se praktično s tem ukvarjajo. Mi imamo 8 kmetijskih zavodov. Mi imamo potem še 12 strokovnih šol. Ogromno je teh inštitucij, 2 poskusna centra. In na koncu pa sadjarji ugotavljamo, da zelo težko pridemo do nekega kvalitetnega znanja oziroma neke nadgradnje. Se vemo, da na globalnem trgu so malenkosti tiste, ki odločajo o preživetju. Tako smo na tem posvetu se pogovarjali, da bi prišli končno do neke odločitve, da bi vso to znanje povezali, se pravi vso znanje z področja sadjarstva na eno mesto, pod eno komando, tako da bi imeli kmetje isto zagotovljen nek servis, strokovni servis, takrat, ko ga rabijo v najkrajšem možnem času za interveniranje. Za pomoč smo tu povabili tudi predsednika avstrijskih profesionalnih sadjarjev, Združenja avstrijskih profesionalnih sadjarjev in direktorja sadjarstva pri kmetijski zbornici avstrijske Štajerske, to je tudi večina sadja v Avstriji, velika večina sadja se pridela na Štajerskem, tako da bi mogoče upoštevajoč še malo njihove izkušnje mi to spremembo naredili. Vemo, da do te spremembe bo zredno težko priditi, ker vsak pač brani svoj stolček, brani svoje interese. Verjetno bo to potrebno tudi politično odločitev, se pravi vladne, zakonodajalske oblasti, ampak nekje je potrebno začeti in upam, da bomo v kratkem lahko govorili o nekih premikih na tem področju.
Pravzaprav gre za širši sklop. Gre za pomanjkanje vseh tehnoloških znanj, potem so tukaj tudi znanja, ki so potrebna za zmanjšanje, za narave in ljudem prijaznejšo pridelavo, to mislim na ostanke fitofarmacevtskih sredstev in podobno. Tle en kup stvari, ki se v svetu dogaja in do katerih imamo omejen dostop in to je potrebno. To se delajo tudi poskusi in raziskave, ki grejo praktično velikokrat mimo nas. Na fakultetah v bistvu delajo neke raziskave, neke poskuse, mogoče bolj v interesu nabiranja točk akademskih, kot pa v interesu široke porabe. Zelo konkretno, pravzaprav najprej treba razčistiti dilemo. Mi nismo nezadovoljni z delom svetovalcev. Mi smo z delom svetovalcev zadovoljni, samo vemo, da oni v bistvu po takimi pogoji, kot jih imajo zdaj, ki morajo vse delati, kljub temu, da je specializiran, da je specialist recimo za sadjarstvo, po takimi pogoji oni ne morejo nekaj več narediti. Kaj, mi lahko pričakujemo, da se bo to v roku enega leta začelo to spreminjati in da bomo počasi prišli vsaj tako daleč, kot je recimo prognostična služba, napovedovalna služba za zaščito, za bolezni, ta že kar dobro deluje, in na ta nivo bi radi spravili vsa tehnološka znanja, seveda tudi ekonomska.